Lepo pozdravljeni. Tokratne novice začenjamo v svetniških klopeh. Osrednji točki včerajšnje redne seje topliškega občinskega sveta sta bili predloga odloka o proračunu občine za leti 2025 in 2026, ki pa so ju svetniki po predstavitvi zavrnili. Poglejmo razloge. Župan Franc Vovk je najprej obrazložil ključne postavke obeh osnutkov. Proračuna sta težka približno 6 milijonov. V letu 2026 denimo načrtujejo 400 tisoč evrov prihodkov, ki so odvisni tudi od uspešnosti pogajanj, gre namreč za prodajo našega kapitalskega deleža v družbi Zarja. Te predvidene prodaje, jaz mislim, da treba postaviti bolj dolgoročno, si treba več časa vzeti, prediskutirati to, preveriti potencialne tržne vrednosti preko nekega javnega poziva za nezavezujoče ponudbe in potem bodo ti prihodki tudi bistveno bolj realno postavljeni. Slišali smo tudi pripombe na račun izjemno visokih odhodkov v zvezi z novim vrtcem. Predvsem igrala, mislimo, da skoraj pol milijona si privoščiti za igrala je strošek, ki je bistveno previsok glede na vse potrebe, ki jih v aktualnem trenutku ta občina ima. Rizik pa, ki je obstajal takrat, ko smo imeli rezultate razpisa za notranje opremo in zunanje igrala, pa je bil prevelik, da bi ponovil razpis samo zato, ker je kar nekaj primerov v Sloveniji bilo, ko so občine ponavljale razpis, pa so dobile dražjo ponudbo. Predloga proračunov tako Barbič so zavrnili, ker menijo, da določeni prihodki niso izkazani realno. Imamo pomislek potem v uravnoteženost proračuna, na drugi strani pa mislimo, da bi mogli več akcenta dati na načrt razvojnih programov in v bistvu proračun bolj dolgoročno in strateško postaviti. En kup mogoče projektov, ki po mojem, za nekoga so važni, ampak sem prepričan, da polovico oziroma še več ljudi v Toplicah pa sploh ne ve, da imamo kakšne projekte in kakšne denarje dajemo. Imamo še en mesec, tisto, ko bi rad nekaj cancela, da lahko pripombe, kje se vzeme, kje se da. Župan je razočaran, ker svetniki pripravljenega dokumenta niso prepoznali kot optimalnega. Zato, ker v obeh osnutkih proračunov za 25 in 26 je umeščeno tisto, kar jaz vidim, da obstaja realna možnost za to, da se v prihodnjih 2 letih zgodi. Tokratna razprava pa se ni odvila v smislu, kaj je možno in kaj ne, še meni Vovk, ki bo v mesecu dni svetnikom postregel z novim predlogom proračunov.